Berger. Počasi bomo nadaljevali. Režijo bi prosil, da nam prikaže Bogdana Debevca, ki bo vodil naslednjo sekcijo. On bo pa seveda napovedal pa odvodil sekcijo, kot zna. Ja, pozdravljeni še enkrat. Jaz sem v bistvu že začel tukaj na Zoomu. Kot rečeno, nadaljujemo sekcijo B. Imamo eno spremembo, no. Gospa Nuša Maver je žal zbolela, tako da en članek oziroma eno predavanje bo odpadlo. Tako da boste imeli mogoče več časa za kakšne vprašanja. Bi pa kar napovedal vloga komunikacijskih veščin pri razvoju digitalnih kompetenc z uporabo modela Dig in Green. Pa bi kar prosil recimo Mateja Forte, Matevž Obreht ali pa Bojana Slomšek Šlamberger, če lahko začnejo pač predstavljati. Ne vem, če so fizično. Aha. Dober dan, lep pozdrav vsem. Moje ime je Mateja Forte, z mano je še kolegica, asistentka Bojana Slomšek Šlamberger. Prihajava z Univerze v Mariboru, z Fakultete za logistiko. In danes sva tukaj, da vam predstaviva v bistvu povezanost tem, ki so na videz nepovezljive. Se pravi, govorimo o jeziku, o jezikovni zmožnosti, o digitalizaciji, o logistiki in o... To gre prehitro. Kaj to lahko samo uravnavam ali? Ok. Vračamo se. Se pravi, povedali bi nekaj o projektu Dig in Green oziroma Dig in Green Logistic Skills. Ta projekt je zasnovan, oziroma verjetno so nastavitve pa prezentacije nastavljene tako, če se jih daje, se jih lahko zbriše? Ja, ampak tako, da ni v bistvu nastavitev prezentacije, da jih lahko sama spreminjam. Tako da slajde lahko sama premikam, drugače je brez veze. No, za začetek v bistvu povem še enkrat nekaj zadev o projektu Dig in Green Logistic Skills. To je projekt mehanizma za okrevanje in odpornost, se pravi nacionalnega programa Ministrstva za izobraževanje, znanost in inovacije, oziroma za visokošolstvo, znanost in inovacije, ki je razpisalo pozive visokošolskim inštitucijam, da pripravijo predloge pilotnih projektov, kako visokošolske inštitucije popeljati v digitalno in trajnostno dobo. Se pravi, Fakulteta za logistiko se je s tem projektom odzvala tej pobudi. Tako, pa smo tu. Tej pobudi, na tej QR kodi je v bistvu aktivna, si lahko pogledate, kako ta projekt v praksi izgleda. Povedali smo že v bistvu, da je to projekt programa Mehanizem za okrevanje in odpornost. Danes pa gremo v tem kontekstu nekoliko širše, saj predstavljamo iz tega programa model vseživljenjskega učenja Dig in Green, ki smo ga znotraj tega projekta razvili. Povedala bi nekaj, da pač, kakor smo že danes velikokrat slišali, da se v današnji dobi tehnologije in digitalizacije vse bolj govori o digitalnih kompetencah. Jasno pa je, da o digitalnih kompetencah ne moremo govoriti, če ne govorimo o digitalni oziroma jezikovni zmožnosti pred tem. Jezikovna zmožnost so znanja in kompetence posameznika, da s svojimi jezikovnimi sredstvi deluje v sodobni družbi, temu pa sledi tako imenovana digitalna pismenost. Jaz izpostavljam te tematike zaradi tega, ker sem po osnovi jezikoslovka, a hkrati pa sem slabovidna. Zato so meni zelo pomembne, služijo moji vpetosti v vsakdanje okolje in mojemu življenju in na Fakulteti za logistiko in tudi vsakdanjemu življenju, kakor je bilo tudi že v preteklosti oziroma danes tudi že povedano. Torej, digitalna pismenost pomeni neke sposobnosti posameznika, da uporablja digitalna orodja in naš model Dig in Green je, bomo rekli, vlak proti temu, da lahko tudi ljudje s posebnimi potrebami oziroma vse socialne skupine uporabljajo različne specifike oziroma različna digitalna orodja, da se tega naučijo, da pa to postane njihova usvojena kompetenca in posledično njihovo znanje.
Se pravi, še enkrat, o pojmu digitalne pismenosti ne moremo govoriti, če ne govorimo o razviti jezikovni zmožnosti, oziroma jezikoslovci temu rečemo razvita jezikovna sporazumevalna zmožnost, kajti ta zmožnost nosi pomen, da razloči naše jezike od drugih govorov jezikov, tudi poznamo živalske jezike, jezike digitalnih okolij, kot je bilo že danes tudi povedano, ampak govorimo v tem primeru o razvoju jezikovne sporazumevalne zmožnosti človeka. Potem povedala bi, da ne glede na to, kaj je bilo že do danes narejenega na področju razvoja digitalnih kompetenc pri ljudeh s posebnimi potrebami, smo še vedno v nekakšni problematiki dostopnosti, o tem smo tudi že govorili, ker je pomembno, ker se tiče vseh nas, ki živimo s posebno potrebo ali z določeno stopnjo invalidnosti. Naša skupnost je v družbi, novodobni družbi, družbi 5.0, zelo razširjena in povedali smo že tudi, da vse to, kar naredimo za naše družbene resorje, vpliva dobro in pozitivno tudi na družbo kot celoto. Govorimo o digitalizaciji in o tem, da se inštitucije pač prilagajajo potrebam, ki jih zaznajo v okolju. Zdaj, to prilagajanje je ponavadi počasno, poteka zaradi pomanjkanja institucionalnih, bomo rekli, veščin oziroma znanja o tem, kako se to pravzaprav počne. In v odgovor na to je Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru razvila model, ki naslavlja tako digitalne kot tudi trajnostne, kar se pravi, smo Fakulteta za logistiko, ukvarjamo se tudi s trajnostjo kompetence, ki smo ga poimenovali Dig in Green, se pravi digitalno in trajnostno, ampak danes smo tukaj, da ne govorimo o področjih znotraj logistike, govorimo o tem, da lahko naš model apliciramo tudi širše in ga uporabljamo kot model vseživljenjskega učenja zato, da pripadniki različnih družbenih skupin prepoznajo svoje potrebe, se znotraj tega modela najdejo in iz tega modela prevzamejo oziroma poberajo tisto, kar je v njihovi prihodnosti najbolj očitno oziroma najbolj pomanjkljivo. Model zasleduje razvoj mikrodokazil, za katerega verjamem, da bi z pristojnih ministrstev prej znali povedati več. V grobem je pa to, da se udeleženci modelov vseživljenjskega izobraževanja, kakršen tudi je Dig in Green, osredotočajo na sisteme kratkih, skonsolidiranih delavnic in srečanj, da pridobijo neka znanja, specifična znanja in potem takem tudi specifične kompetence, ki jih dokazujejo z pridobljenim mikrodokazilom. Povedali bi to, da je, tako kot smo že rekli, model Dig in Green je nastal v okviru projekta Dig in Green Logistic Skills. Kot sem že rekla, smo pa danes tukaj, da naslovimo sistem, ki ga model Dig in Green naznanja, nekoliko širše. Gremo v to, da gremo na poseben primer dobre prakse, kjer se ne omejujemo na tematiko oziroma se ne omejujemo na izobraževalni sklop. Znotraj tega modela lahko najdemo delavnice o ChatGPT-ju, o katerem je bila danes že govora, najdemo delavnice o poslovnih procesih podjetij, najdemo delavnice o tem, kako komunicirajo vodje, s čemer se srečujemo danes vsi mi, bodisi kot vodje, kot zaposleni, in najdemo tudi skupno ime vsemu temu, kar pa je razvoj nekih digitalnih sposobnosti in spretnosti. Zdaj, kje so tukaj noter ljudje s posebnimi potrebami? Jaz bi rekla kot slabovidne, da povsod. Zaradi tega, ker vsi se srečujemo z modeli, principi digitalizacije, vsi se ukvarjamo bodisi s spletnimi trgovinami, bodisi z modeli drugje, vsi smo del sodobne družbe in rabimo digitalne kompetence za to, da nas današnja družba ne izloči na nek tak prefinjen način, kar pomeni, da kar naenkrat zaostanemo oziroma da ne moramo biti več aktivni deležniki znotraj te družbe. To pa pomeni, tako smo že naznanjali, socialno izključenost oziroma pomanjkanje glasu. In glas, bi rekla, da je danes tisti ključni problem, ki nas omejuje, zato so take konference, kot je današnja in sorodne, seveda odlične, zato da se ljudje, ki so zunanji deležniki te problematike, ljudje, ki so notranji deležniki te problematike, seznanijo s tem, kako pristopiti, kako pomagati, kako razvijati digitalne in druge kompetence ljudi s posebnimi potrebami. Naš model pa uči oziroma prikazuje, da se to da.
To je primer ene od delavnic, se pravi, na kateri udeleženci najprej slišijo tisto, kar jim želi predavatelj povedati, drugi del delavnice pa je navadno neko samostojno delo, ki prikazuje to, kar se je dogajalo ex katedra, se pravi še v praksi. Pomembnejše je pa to, da vzgajamo tudi s čutili. Vzgajamo s čutili zato, ker v tem projektu sodelujemo taki in drugačni deležniki, sodelujemo slabovidni, sodelujejo normalno videči oziroma polnočutni ljudje in vzgajamo na tak način, da različne senzorne stvari povežemo med sabo zaradi nujnosti poznavanja problematike oziroma zaradi nujnosti tega, da smo konec koncev vsi del iste družbe. To pomeni, da zasledujemo paradigme družbe 5.0. Družba 5.0 izhaja iz tako imenovane družbe 4.0. Družba 4.0 naslavlja robotizacijo, avtomatizacijo, se pravi procese, ki so avtomatski, ki tečejo mimo človeka oziroma je človek neka pač igra postransko vlogo. Družba 5.0 pa se ponovno naslanja nazaj na človeka, na njegove potrebe, na njegove kompetence in na to, kaj človek zna oziroma zmore. Naš model vseživljenjskega učenja Digging Green govori o tem, da smo vsi del družbe 5.0, kajti brez nas družbe 5.0 kot znanstvenega konstrukta pravzaprav sploh ni. Naš model ne diskriminira na nikakršen način, ne z raznimi oznakami, ne z raznimi predpostavkami. Vsi, ki želijo biti del tega modela, so dobrodošli. Hkrati pa se predavatelji trudijo tudi v tej smeri, da vsem deležnikom zagotovijo pravično obravnavo, tako z gradivi, kot z dostopnostjo, kot tudi z informacijami. Na koncu še v bistvu nekaj besed o analizi modela oziroma njegovem monitoringu, ker izvajamo po vsaki izvedeni aktivnosti tudi evalvacijo učinkovitosti. Smo pripravili povzetek tega, koliko udeležencev je model prepoznalo za dobrega, koliko udeležencev bi ga priporočilo dalje, oziroma in koliko udeležencev je izrazilo to, da se je nekaj v okviru teh delavnic oziroma naših pristopov naučilo. Mogoče bi izpostavila še to, s sabo imam knjigo Oskrbovalne verige znanja. To je monografija, ki smo jo izdali v okviru tega projekta. Vsebinsko se sicer nanaša na področje logistike in oskrbovalnih verig, ampak kot povedano že večkrat danes, je njen namen to in namen tega projekta, da apliciramo ugotovljena znanja oziroma modele, kompetenčne modele tudi na vse druge stroke. To je naš logotip, spodaj je pa nekaj povezav, na katerih se nahajajo informacije o projektu, o nas, o naših dogodkih, prihajajočih, preteklih, tako da jaz lepo vabim vse, ki si želite to pogledati, da počekirate. Hvala.